Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v današnji občinski oddaji. Danes smo jo pričeli kar na terenu, tako je tudi najbolj prav, glede na to, da se veliko dogaja po centru Kranjske Gore. Z nami pa je seveda župan občine Kranjska Gora, Jani Hrovat, pa bomo kar stopili do njega. Jani, najprej seveda moramo opraviti protokol. V sredo ste imeli 13. sejo zbora oziroma 13. sejo občinskega sveta. Kaj vse se je tam dogajalo, kako komentirate? Ja, en lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem ATM-a. Ja, res, v sredo smo imeli 13. sejo, dogajalo se je marsikaj, predvsem razvoj občine Kranjska Gora. Obravnavali smo rebalans proračuna, nekaj tekočih zadev, OPP na Podvitrancem, ki je bil zelo pereča stvar, pa vodarno neko nasedlo investicijo občine Kranjska Gora v prejšnjem mandatu, pa še nekaj tekočih stvari. Tako da seja je bila rekordna po dolžini 2:40. Mislim, da take seje v mojem mandatu še ni bilo. Večinoma se seje končujejo uro pa pol, tako da upam, da ne bo več toliko dolgih sej v nadaljevanju. Dogajalo se je torej veliko na seji 13. rekordna, smo slišali. No, smo pa namenoma danes tule v centru Kranjske Gore. Tale del je zaprt trenutno za promet. Seveda jesen je pravi čas za to po koncu letošnje res vrhunske poletne sezone. Kaj vse se dogaja v Kranjski Gori? Kaj vse se gradi? Kranjska Gora je res razkopana od hotela Kompas do hotela Lek. V letošnji sezoni imamo namen pač dokončati ta dela, ki so se pričela pred kakšnim 14 dnevi. Pod to gre sanacija Tičarjeve od hotela Lek pa do bivšega turističnega društva, sedaj Kebaba. Tukaj pač za mano vidite, da se bo ob cesti izgradil tudi pločnik, tako da bo ta prehajanje proti Jasni precej lažje, da bomo uredili novo asfaltno prevleko, odvodnjavanja in seveda s tem kranjskogorški tej glavni vpadnici iz juga dali neko dodano vrednost, neko tisto popolnost, taka kot taka turistična cesta v takem kraju mora biti in taka upam, da bo tudi Borovška od hotela Kompas pa do bivšega Belja oziroma osnovne šole, ta stare, tako da Kranjska Gora za drugo leto čaka samo še na ureditev trga pred hotelom Razor in s tem bo Kranjska Gora zaživela čisto in zažarela v novi podobi. Župan, ena izmed točk, tudi vodarna, prav v ta namen smo se ustavili na tem res prelepem koncu Kranjske Gore, ampak tale vodarna zadaj kar malo kazi podobo. Kaj se dogaja s to vodarno? Ja, Bojan res dobro poslušal sejo občinskega sveta. Ta vodarna ne samo, da kazi, ampak je tudi v bistvu kar odveč tukaj, ker je neuporabna. Pač nasedla investicija, ne bomo pač ugotavljali zakaj in kako, vredna nekaj preko 100.000 evrov. Mene zadeva niti ne moti kot investicija, vsak se lahko zmoti, ampak bolj me moti ukrepanje in seveda tudi izklopitev električne energije, ogrevanja in s tem povzročitev škode na vodarni, tako da vodarna je praktično neuporabna in zrela za prodajo za star želez. Je pa pač vodarna po zapletah in seveda po tožbah večletnih na seji občinskega sveta pač pokazala, da je zadeva toliko v bistvu
zafurana, da je tožba skoraj nemogoče, da je tožbo nemogoče dobiti in da v bistvu od podjetja, ki je dobavil to vodarno, ne moremo izterjati praktično evra. Tudi vsi indici in izsledki pač tožilstva kažejo, da občina Kranjska Gora tukaj v tej stvari zmagati ne more več in da je najbolj, da se poravnamo. To nam je svetovala tudi odvetniška družba Klub Futar in partnerji, tako da mi bomo po sklepu občinskega sveta oziroma po informaciji za občinski svet predlagali, da Komunala Kranjska Gora sklene poravnavo. S tem mi pač preostanek zneska 20.000 evrov ne plačamo, dobavitelji pa ne grejo v tožbo proti občini. Jaz mislim, da je to edina pametna rešitev in da na to stvar počasi pozabimo. Ja, kot kaže, bila tudi vodarna eden izmed glavnih razlogov, da je bila seja rekordna, ta 13. seja. No, nekaj pa moramo še reči seveda o OPPN-ju. Kaj se dogaja na tem področju? Ja, OPPN pod Vitrancem je bil po 5-6 letih sprejet. Tudi moram priznati, da meni ni bilo prav toplo pri srcu, ko smo to sprejeli, ampak že prejšnja garnitura, prejšnji sestav občinskega sveta je to zadevo začel in jaz sem samo podedal, to pritisnili nismo bili obzid in jaz mislim, da smo iz tega prostora iztržili največ, kar se je iztržiti dal. Umestili smo spodnjo postajo gondole na Vitranc, kar mislim, da je velika dodana vrednost in uspeh, da smo to lahko umestili. Izborili smo si tudi pač te komunikacijske poti do parkirišča v lasti občine, ki je veliko 1,2 hektara, kjer se lahko pač izgradi ali garažna hiša ali se pusti parkirišče samo na nivoju, kot je zdaj. Tako da, mi smo naredili vse, kar je bilo v naši moči in mislim, da je to edina logična poteza za nemoten razvoj turizma Kranjske Gore in za privabljanje potencialnih investitorjev tako v Žičansko in tudi v ostalo turistično infrastrukturo. No, seveda pa moramo zdaj reči tudi o ostalih krajih Kranjskogorske občine, medtem ko danes tole oddajo delamo v samem centru Kranjske Gore, pa greva najprej proti Mojstrani. Tam se je zdaj zgodilo to, kar so mnogi upali, in sicer trg Olimpijcev, vas Olimpijcev je Mojstrana, pa tudi cesto je že zgrajena, ta glavna vpadnica pri prvem mostu mimo cerkve. Tako da tudi v Mojstrani se veliko dogaja. Ja, v Mojstrani je bil prejšnji mesec odprt trg Olimpijcev. Trg Olimpijcev mislim, da je res na pravem mestu, kajti Mojstrana je vas z največ Olimpijci v Sloveniji, premorje jih kar 21 in prav ponosni so bili, ko smo ta trg otvarjali in res po pogovoru z domačini in tudi z Olimpijci iz moje strane sem začutil, da smo naredili pravo stvar. Ideja ni bila moja, ideja je bila pač pridobljena iz vrst krajevne skupnosti Mojstrana, Dovje Mojstrana, tako da v bistvu smo samo uresničili željo Mojstrančanov in Dovžanov. Kar se tiče pa ceste, sem pa res zadovoljen, da se je ta cesta mimo cerkve od smučišča do Plavega mosta pri počivališču Topolinov se tudi ureja pač preasfaltirala oziroma sanirala, tako da je zadeva zgledna. Jaz sem dobil tudi potrjeno informacijo, da se bo preplastila cesta med Radovno in Gorjami, za kar sva si jaz in gorjanski župan Torkar
že dolgo časa prizadevala. To bo velika pridobitev tako za komunikacijo kolesarjev in motoristov med Bledom, Gorjami in Kranjsko Goro. Mislim, da smo s tem veliko pridobili. V planu imamo tudi asfaltiranje ceste od Mojstrane do Urad. Za letošnje leto ima občina namenjenih 80 000 evrov, vendar se bojim, da država ne bo izpeljala razpisa. Vse je v bistvu v boljših rokah, tako da vidimo do konca meseca novembra, a se bo to izpeljalo. Na Dovjem imamo odprto kar veliko gradbišče okrog gasilskega doma. Tako da Dovje in Mojstrana sta bile letos deležne res velike investicije, več investicij, tako da gresta obe vasi, tako Dovje, Mojstrana, Radovna in pripadajoča Belca v smeri oživitve turizma, oživitve kmetijstva in seveda teh dejavnosti, ki bodo pač vrnili obiskovalce v kraje pod Triglavom. Še en pereč problem je v zadnjih letih, in sicer pločnik v gozdu Martuljku, če se premakne spet malo više, bliže Kranjski Gori. Kaj se dogaja na tem področju? Ja, Bojan, prav pred dobrim tednom sem z Ministrstva za infrastrukturo dobil sveže podatke, da je pločnik v Martuljku uvrščen, da v investicije v letošnji pravi zimi, jaz mislim, da zime kot investicije v naših krajih ni možno računati, tako da kljub napovedim, da bi se to pričelo pozno jeseni in nadaljevalo spomladi, jaz srčno upam, da se to zgodi drugo leto spomladi, da se to sanira do poletne sezone 2017, ne glede, a se to začne v novembru 2016 ali marca, aprila 2017. Upam, da se pločnik v Martuljku izgradi do poletja 2017. Občina ima za ta namen pripravljena finančna sredstva in vse je spet na plečih oziroma na odločitvah države. Jaz upam, da se bodo držali obljub. Tako da, kolikor se zadeva pač obrne, se lahko to naredi hitro. Ja. Pa gremo zdaj še malo bolj levo od Kranjske Gore, če gledamo z te perspektive, kjer smo danes v Podkoreni in Rateče. Kaj tam lahko pričakujejo novega v naslednjih mesecih? Ja, Podkoren se sanira kar postopno od ulice do ulice. Je kar čutiti posledice te gradnje kanalizacije, stihijske in opustošenja teh malih vaških cest. Mislim, še zdaj se čudim, kako so dopuščali posege z asfaltiranjem polovice ceste, namesto da bi pač zaasfaltirali celotno cesto, kar mislim, da ne bi bila kaj dosti dražja investicija kot to, kar vidite. Po celi občini imamo pač te ceste preasfaltirane, preluknjene od gradnje in jaz upam, da jih počasi eno za drugo uspemo vrniti v pravo podobo z lepim novim asfaltom. To v Podkorenu zdaj počnemo. Asfaltirali smo tudi celoten področje teh vikend naselij za Suheljnom, pri Žagi, tako da okrog Lipe smo kar nekaj investirali. Čakamo gradbeno dovoljenje za obnovo starega gasilskega doma, ki se bo uporabljal za namene vseh društev v Podkorenu, agrarne skupnosti in vseh drugih pač Korencev, ki se bi lahko družili v tem prostoru. V Ratečah pa je bila zaključena, kot si sam videl, ta cesta do gasilskega doma. Tam se bo asfaltiral še parkirišče pri gasilskem domu in avtobusno postajališče, ki bo kar znaten zalogaj in je res dotrajano in uničeno. Upam, da ga uredimo v mesecu oktobru.
Župan Jani Hrovat, 13. sejo smo obdelali smo vse projekte, za konec se seveda spodobi 27. septembra je bil dan turizma in spet dve veliki nagradi za turistično destinacijo Kranjska Gora. Green Slovenija, v Radencih je bilo to srečanje. Kaj to pomeni za Kranjsko Goro? Ogromno verjetno. Ja, jaz mislim, da to pomeni res en velik priznanje kranjskogorskemu turizmu, vsem občankam in občanom občine Kranjska Gora, da znamo čuvati našo lepo naravo, ker samo mi, občani in občanke, smo zaslužni za to, da je občina in destinacija po novem ostala taka, kot je, da jo čuvamo, da jo izboljšujemo, da jo pač razvijamo v smeri zelenega turizma. Zato priznanje, ki smo ga dobili kot ena izmed 9 občin v Sloveniji, smo lahko ponosni in tukaj na tem mestu se zahvaljujem prav vsem, ki so karkoli prispevali k tem dejanjem, ki so vodila v pridobitev tega priznanja, predvsem pa turizmu Kranjska Gora, pod prejšnjim vodstvom in seveda tudi pod zdajšnjem, ki si je res prizadevalo ne samo fizično, ampak tudi z pač potrebno dokumentacijo, da smo dokazali, da Kranjska Gora res sodi v sam vrh teh zelenih destinacij. Ob tem pa naj pač čestitam še hostlu Govedar iz Podkorena in njeni lastnici, ki je pridobila tudi certifikat, eden redkih v Sloveniji, Green Slow Accommodation, ki je pa res tudi velik priznanje za sobodajalce in ponosni smo lahko, da imamo na našem območju tudi pač priznanje Green Slow Accommodation. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, današnja občinska oddaja je potekala na zanimivih lokacijah. Verjamem, da ste izvedeli res veliko. Upamo, da bodo tudi v prihodnje podobne občinske seje. Hvala lepa za pozornost. Karkoli boste že počeli, počnite to s strastjo in imajte se radi. Do naslednjega snidenja.